Ti fantje so bili vsi enakega, kako bi rekel, porekla. Izhajali so iz zavednih primorskih slovenskih družin. Rodili so se v glavnem, pa če ne rodili, vsaj doživeli svojo mladost pod Italijo, fašistično, ki jih je zatirala in jih je hotela izbrisati iz tega koščka zemlje kot Slovence. In ko so bili poklicani v italijansko vojsko, so pač morali iti v to vojsko, ker so bili formalno italijanski državljani. No in zgodilo se je tako, da mnogi so pripadali edinicam italijanske armade, ki so bile poslane v Afriko. Desetega junija 1940 je Italija začela z vojaško kampanjo proti Britancem v Severni Afriki. Med italijanskimi vojaki so bili mnogi primorski Slovenci, ki so bili v njeno vojsko prisilno mobilizirani. Prišlo je do hudih porazov Italije in britanska vojna taborišča so bila polna ujetnikov. General Wavell je s svojimi 40.000 vojaki, ki so stražili Sueški prekop, pregnal 130.000 Italijanov in jih gnal vse do Benghazija. Takdaj so zajeli res lepo število tudi Slovencev, ki so bili primorcev, ki so bili v italijanski vojski, in so se takoj ločili od ostalih italijanskih vojakov. In ko je prišla potem komisija z mojim očetom in z angleškimi oficiri, jim je rekel, kdor zna slovensko, naj gre na levo. No, in tako so se potem nekateri dobili, drugi so se pa že prej znašli kako. Ja, Slovenci pojemo ponavadi, ne? In ko si sam, zapoješ sam. In ko slišijo, da poješ, se pridružijo in imamo že duet in potem tercet, oktet in tako dalje in cel pevski zbor. Aprila 1941 se je tudi kraljevina Jugoslavija znašla v vojni. Kralj Peter II. Je skupaj z vlado pobegnil najprej v Kairo in nato v London. Vlada se je odločila oblikovati vojsko v emigraciji, ki bi se borila skupaj z zavezniki proti silam osi. We are going to work for the good of our country and amongst other things I'm going to work on the formation of the Free Yugoslav units. V Egiptu so ustanovili enoto jugoslovanske vojske in jo poimenovali Jugoslovanski kraljevi gardni bataljon. Ta bataljon je bil oborožen, opremljen s strani Britancev. Sprva je imel sedež v Aleksandriji, potem pa so ga premaknili v Palestino, tako da večji del svojega delovanja je deloval v Palestini. Nastal je poleti leta 1941. Poveljujoči kader so bili večinoma srbski oficiri, bivši kraljevi oficiri. Baza vojakov pa je bila slovenska.
Do povezave med slovenskimi ujetniki v zavezniških taboriščih in jugoslovansko vojsko v emigraciji je prišlo po zaslugi jugoslovanskega odbora iz Italije. Ta odbor je deloval na propagandnem, političnem in vojaškem področju z namenom, da popravi krivice Rapalske pogodbe in jugoslovanske meje približa mejam slovenskega etničnega ozemlja. Voditelja odbora sta bila dr. Ivan Marija Čok in profesor Ivan Rudolf. Čok je deloval na političnem področju, Rudolf pa je slovenske fante zbiral po zavezniških taboriščih in jih spodbujal, da se vključijo v jugoslovanski kraljevi gardni bataljon. Glavna poanta je bila ravno to boj za meje. Vsi Jugoslovani po vsem svetu vedo za vas in upajo v vas. Upajo mučeniki na pogoriščih doma. Upajo stare matere in očetje. Upajo mali, lačni in slabi otroci. Upajo celo kamni na grobovih junakov. Vsi upajo v našo vojsko, da jih pride odrešiti. To so bili vsi prostovoljci, torej nobenega pritiska ni bilo treba. Dovolj je bilo jih še bolj ohrabriti, kajti ti fantje niso nikdar videli tiskane slovenske besede. Kajti za časa fašizma so bile šole prepovedane, slovenske šole so bile prepovedane, ukinjene in zaradi tega jih je bilo treba pač nekje prilagoditi slovenskemu jeziku. Prav zato je nastala poleg Bazovice, ki jo tiskal, to je bil neke vrste tednik za slovenske prostovoljce, je obenem izdajal tudi šotorsko knjižico, v kateri so bili zbrani teksti iz slovenske literature, iz svetovne literature, ampak tudi razni priročniki. To ni bila, bi rekli, neka bojna enota, ki je imela neke velike bojne izkušnje. V glavnem so jo uporabljali bolj v reprezentativne namene, varovanje. Britanci so jih hoteli vključiti tudi v boj proti Italijanom v Severni Afriki, ampak je takrat vlada bila proti temu, tudi jugoslovanski odbor iz Italije. Predvsem zaradi tega, ker bi v primeru, da so pripadniki tega bataljona zajeti, bi v bistvu Italijani ugotovili, da so to njihovi bivši vojaki in se ne bi dobro končalo, ne, za te vojake. Ta spominska knjiga, ki jo je decembra 1942 profesorju Ivanu Rudolfu izdelalo in podarilo 300 slovenskih fantov, je tudi dokaz, da je s profesorjem Ivanom Rudolfom na afriških tleh zavel duh protifašistične organizacije Tiger. Kajti v spominski knjigi so posebej jasno izpostavljena 3 središča, Trst, Istra in Gorica. Dovolite, gospod podpolkovnik, da vam imenu ožjih vojakov, tako tudi svojem lastnem imenu, prav iskreno čestitam na doseženih uspehih. Ali imate, gospod podpolkovnik, tako posebno poročilo za naše Jugoslovane v zavezniških državah? Iskrene pozdrave vsem, željo, da bi čim prej in v čim večjem številu pomnožili naše vrste. Živela velika Jugoslavija. Vojaki, pretežno Slovenci, so bili podvrženi sprva uradni kraljevi propagandi, ki je zagovarjala Draža Mihajlovića. Sami so pa tudi preko drugih virov informacij postopoma spoznali, kaj se dogaja v Jugoslaviji in kdo se je učinkovito bori proti silam v Jugoslaviji. In zato je tudi večina vojakov tega bataljona leta 1944 zapustilo ta bataljon in se priključila Titu oziroma prekomorskim brigadam. In s tem je v bistvu tudi ta bataljon začel usahnil in začel propadati. Zanimanje za primorske fante v Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu sta poleg jugoslovanske vojske kazali tudi britanski tajni službi, SOE in MI6. Delovalo je več anglo-ameriških obveščevalnih služb. Tista, ki je v svojih vrstah imela največ Slovencev, je bila
tako zvana MI6, Military Intelligence 6. To je bila najbolj znana britanska obveščevalna služba. Druga služba, britanska, ki je imela manjše število Slovencev v svojih vrstah, je bila SOE, Special Operations Executive. Ta je imela bolj namen podpirati odporniška gibanja v zasedeni Evropi in da zaneti upor. Zato je tudi urila svoje pripadnike, tudi Slovence, v smislu, da jim da diverzantsko, gverilsko znanje. Če malo poenostavim, recimo malo podobno komandosom. Ne? Priprava sabotaž, priprava recimo kakšnih drznih akcij in podobno. Iz kraljevega gardnega bataljona sta omenjeni tajni službi zbirali prostovoljce in jih izurili na tečajih radiotelegrafije in sabotažnih dejavnosti ter na zahtevnih padalskih tečajih. Tiste, za katere je mislil profesor Ivan Rudolf, da so najbolj primerni, je že sam predlagal, potem so se pa tudi sami odločili, če so primerni ali si želijo vstopiti na take tečaje. To je bil izbor, recimo. To so bili najboljši, to so bili najpridnejši in tudi zdravstveno najbolj poklicani. Skratka, ti fantje so šli zavestno v boj, lahko bi celo vojno tudi mirno ostali v kakšnih taboriščih in bi verjetno tudi večinoma preživeli. Izurjene padalce so Britanci pošiljali v Jugoslavijo, da bi vzpostavili stik s tamkajšnjim odporniškim gibanjem. Ker so poznali teren, so poznali jezike, morali so ustvariti prve stike, prve kontakte in v bistvu pripraviti teren za naslednje misije. Lahko bi rekli, da so slovenski padalci bili v teh predhodnicah, ki so bili izjemno pomembne, da so lahko potem naslednje prišle. Misije slovenskih padalcev so bile zamišljene kot izvidniške predhodnice pravih anglo-ameriških vojaških misij, ki so prihajale v sklopu antifašistične koalicije v pomoč in podporo partizanskemu gibanju. Skupno so 27 slovenskih padalcev poslali Britanci, 12 pa Američani. V noči med 17. in 18. marcem 1943 so Britanci poslali prvo misijo padalcev na slovensko ozemlje. Poslali so 2 trojki, eno k slovenskim četnikom, drugo k partizanom. Želeli so si, da bi se partizansko in četniško gibanje združila. Samo dejstvo je bilo, da so se partizani borili proti Nemcem, četniki pa ne. Četniki so bili celo plačani od Nemcev, o čemer obstojajo ne samo plačilne liste, ampak dokumenti, tudi pričevanja, konec koncev tudi spomini Karla Novaka, voditelja četnikov. Do sedaj nam je znano, da je bila to edina misija, ki so jo poslali pač njim. K partizanom so potem poslali več misij, poleti leta 1943 druge nove misije in v bistvu skoraj do konca vojne. Sprva so bili slovenski padalci še del anglo-ameriških obveščevalnih služb oziroma njihovih misij. Tam so v glavnem imeli nalogo pošiljati radiotelegrafska sporočila, se pravi šifriranje, tolmačenje tudi njihovim nadrejenim, to so bili največkrat oficirji za zvezo, ki so vodili neko misijo. In večina teh fantov je potem tudi zaprosilo za to, da vstopijo v partizanske vrste. Drugi del je pa bil zadolžen, da organizira diverzantske akcije in razne sabotaže, največkrat na komunikacijah, se pravi železnice in ceste. To je bila njihova glavna vloga. In tudi, ko so se vključili v partizane, so opravljali največkrat tako delo. Nekateri so celo nekaj tečajev za partizane imeli, kako bi lahko uporabljali recimo določene nove eksplozive, kako bi čim bolje škodovali pač proti okupatorju. Pripomogli so pač na ta način, da so točno povedali, kam naj se odvrže spadali pomoč, ki so jo dali Angleži in Amerikanci. In to je bila precejšnja pomoč, seveda v zdravilih, v hrani, v obleki in orožju ter razstrelivu. Te pomoči ni bilo niti tako malo, vendar verjetno je bilo pričakovanj nekaj več.
Vendar ta pomoč je bila tudi pomembna za partizansko gibanje. Zaradi ideoloških razlik med partizani in zahodnimi zavezniki je vrh partizanskega gibanja neupravičeno sumil padalce, da za Anglo-Američane opravljajo vohunske dejavnosti. Ko so prišli ti primorski padalci, ki so bili šoleni pri zahodnih zaveznikih, je to bilo za nekatere, oziroma najbrž za večino teh vodilnih komunistov precej šokantno, da bodo do najbolj zaupnih podatkov imeli dostop zahodni zavezniki. Organi Jugoslovanske varnostne obveščevalne službe OZNE so z vrha Narodno-osvobodilne vojske Jugoslavije dobili ukaz, naj odkrivajo vrinjeno agenturo in prestrezajo razdiralno delo v partizanskih enotah. Torej, na eni strani so jih spremljali, na drugi strani so jih aretirali in zasliševali. Predvsem so posebno pozornost posvečali temu, da so se ti padalci seveda tudi družili z dekleti, da so se nekateri od teh tudi z njimi poročali, pa so seveda gledali, s kom se družijo. Kdo je bil potem za te partizanske vrste sumljiv, da je bil preveč podložen vplivu anglo-ameriške propagande, kot so oni to takrat imenovali. Moramo tudi vedeti, da partizansko gibanje je bilo pač strani komunistične partije vodeno tudi v smeri, da je po vojni pač partija prevzela oblast. Primorski padalci so bili pravzaprav, lahko rečemo, prva žrtev železne zavese, ki se je po koncu vojne med bivšimi zavezniki razprostrla. Kaj se je zgodilo? Od vseh padalcev trije malo pred koncem vojne izginejo. 8 ali pa 9, za enega nismo pa čisto gotovi, po vojni pač tudi za njimi izgine vsaka sled. Po vsej verjetnosti je tu bila OZNA oziroma tajna služba, ki jih je zajela oziroma priprla in potem zelo verjetno tudi likvidirala. O vsakem izmed padalcev bi lahko, ne pretiravam, napisali roman. Vsak je imel svojo zgodbo, svoje motivacije, svojo usodo. Nihče ni dosegel tega, da bi izvedel, kje kdo leži od teh, ki so po vojni izginili. Oni niso bili pobiti v teh velikih pobojih, ne? Njih so individualno, ampak ne vemo, kje je kdo zginil, več ali manj, kje je bil aretiran, ampak niti ne, kje je bil zaprt. Torej, preživeli padalci in pa svojci pogrešanih padalcev so ves čas čutili neko moro, ne samo zato, ker ni bila znana usoda teh pogrešanih tovarišev, ampak tudi zaradi slabega glasu, ki se je širil o njih, češ da so vohuni, da so izdajalci, da niso opravili svoje narodne dolžnosti med vojno in tako dalje. In zato je bila vedno prisotna težnja po neki rehabilitaciji, po javnem priznanju, da je šlo za junaške fante, ki so žrtvovali svoje življenje za domovino. In moram reči, da že pred demokratizacijo je zlasti po prizadevanju enega izmed preživelih, Iva Božiča, uspelo, da je prišla zgodba v javnost. Desetletja seveda je bila ta tema o padalcih, ta zgodba zamolčana in nezaželjena. Tako tudi dolga desetletja v muzeji nismo dobili nobene fotografije padalcev. Leta 1989 pa pride nov sklop fotografij, ki nam ga podari Jože Vidic, ki je prav tega leta objavil knjigo Angleški obveščevalci, vohuni ali junaki. Po demokratizaciji pa je bila možna seveda tudi javna rehabilitacija. Svojci, bivši prekomorci in preživeli padalci so v letu 1994 postavili 2 spominski plošči, eno na Paljevem v Soški dolini, kjer se je spustila prva trojka, ki je bila namenjena partizanom. Pozneje, ampak vedno leta 1994, pa še ploščo, kjer se zdaj vsako leto odvija komemoracija, in to v Škrbini pri Komnu na Krasu. No, in potem, po nekaj letih, je prišlo tudi do javnega priznanja. Prej je Zveza združenj borcev nekako posmrtno sprejela v svoje vrste pogrešane padalce,
Je rekla, to so bili naši borci in priznavamo zlo, ki se jim je zgodilo. Leta 1999 pa je predsednik republike, takrat je bil Milan Kučan, podelil častni znak svobode celotni skupini primorskih padalcev za dejanja, ki so jih opravili v korist domovine in pa za tragično usodo, ki jih je doletela. V Muzeju novejše zgodovine Slovenije, domujemo v Cekinovem gradu v Ljubljani, hranimo osrednjo fotografsko zbirko fotografij padalcev. Namreč gre za sklop fotografij kanadskega majorja Williama Jonesa, šefa prve britanske misije pri glavnem štabu v Sloveniji. Krona gradiva o padalcih pa je zapuščina profesorja Ivana Rudolfa. Zapuščina obsega bogato dokumentarno gradivo, lepo zbirko fotografij in posebej bi izpostavila film, ki ga je režiral profesor Ivan Rudolf leta 1942 o jugoslovanskem kraljevem gardnem bataljonu.